Pozdravljeni. Tudi ekipa Red Bull je imela na svojem urniku predviden snemalni dan. In tokrat si bomo ogledali, kaj so novega pokazali na progi v Silverstonu. Ekipa iz Milton Keynesa se pripravlja na nadaljevanje sezone 2026. Tudi oni so izkoristili zanko snemalnega dne in na progi v Silverstonu opravili tistih dovoljenih 200 kilometrov. Mi, navdušenci, tudi tokrat nismo imeli dostopa do uradnega materiala, do uradnih fotografij, ki nam bi razkrile vse skrivnosti, kar je po svoje logično. Ampak kljub vsemu smo lahko videli kar nekaj novosti. Najprej je treba poudariti, da je tokrat na snemalnem dnevu bil prisoten samo Max Verstappen. Po eni strani je logično, po drugi pa ubogi Izak Hadjar ni imel možnosti sploh preizkusiti tistega, kar bomo lahko videli na bolidu Red Bulla že na naslednjih dirkah. In verjamem, da ste že zasledili, kako so pri Red Bullu nekako prevzeli idejo, ki smo jo videli pri skuderiji Ferrari. Namreč na njihovem zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju vidimo nekaj podobnega Macareni. Ampak tu je treba kot običajno biti malce bolj natančen. Pri Red Bullu so kopirali dve ideji Ferrarija in njihov zadnji aerodinamični stabilizator deluje na drugačni osnovi kot oni, ki smo jo videli pri Ferrari. In najbolje bo, da začnemo tu. Na prvi pogled je bilo že jasno, da pri Red Bullu so spremenili tisti zadnji centralni mehanizem, ki dviguje in spušča pomožne aerodinamične profile. In seveda to verjetno ni pritegnilo toliko pozornosti. Šele ko se je opazilo, da sta se oba pomožna profila zavrtela naokrog, so mnogi začeli vzklikati, saj to je Macarena. A v resnici gre za isto idejo, ki je izvedena čisto drugače. Že s prostim očesom vidimo, da so podrobnosti rešene v čisto drugačni smeri. Kot vidimo, pomožna profila se dvigneta, ko sta v tistem, imenujemo ga, odprtem položaju in seveda ima sredinski mehanizem, ki pri Ferrariju ni viden, temveč je prestavljen na eno izmed tistih končnih plošč. Ampak kje je bistvena razlika med izvedbo Ferrarija in Red Bulla? Ker nimam na razpolago nekih delov zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja Formule 1, si bomo pomagali s tem usmernikom stare Formule 4, ki pa ima, lahko bi dejali, podobno obliko. Vidimo, da sta tu na koncu dve točki, kjer se zadeva lahko upne. In lahko bi dejali, da pri Ferrariju je rešitev enostavna. Če si predstavljamo, kako zadeva deluje, je pri Ferrariju v bistvu zadeva tako lahko razumljiva, da ni potrebno kaj preveč razlagati. Glavno je razumeti, da se prednji rob
seveda vrti naokrog s pomočjo mehanizma. Pri Red Bullu so zadevo rešili drugače. Namreč profil se premakne v dveh smereh. Najprej se privzdigne in nato v nasprotni smeri zavrti naokrog. In to je razvidno iz samih fotografij. Torej, pri Red Bullu so povzeli idejo, ampak rešitev dobili na čisto svoj edinstven način. Tako da vam je tudi jasno, zakaj je na primer Adrian Newey še danes prisoten v boksih, v garažah in gleda, kaj so napravili drugi, ter na to malce drugače vpelje morda tudi na svoje bolide. Sedaj, ali bomo videli to različico Macarene ali ne, bo seveda pokazal čas. Zanimivo je tu potrditev, da so začeli kopirati neko rešitev. Namreč največja pohvala, ki jo vidimo v Formuli 1, je ta, da drugi začnejo posnemati tisto, kar si napravil sam. Ampak pri Red Bullu še zdaleč ni konec sprememb. Zanimiva je tista, ki smo jo videli na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju. Namreč tam na končni plošči je lepo viden dodatni profil. Nekaj, kar smo videli pri mnogih drugih ekipah že od začetka sezone, ampak se je sedaj pojavilo tudi na bolidu iz ekipe iz Milton Keynesa. Tu bi lahko dejali, da iščejo oprijem na prednji osi in zanimivo bo videti, če bo tudi to prišlo nekako v uporabo na naslednjih dirkah. Ampak kar je bilo mogoče malce prezrto, je nova oblika tistih bočnih struktur in seveda povezano s tem pokrova pogonskega sklopa. Tu lahko vidimo, da so se začeli pri Red Bullu zgledovati po Alpinu in delno po Aston Martinu. Vidimo, značilni tobogan je bil prisoten na bolidih Formule 1 v prejšnji generaciji, predvsem v sezoni 2025. In sedaj lahko sklepamo, da pri Red Bullu iščejo oprijem nekako v centralnem delu bolida, tam okrog težišča. Primanjkuje jim aerodinamičnega oprijema in iščejo ga na tak način. Omenil sem vam že, da pri Red Bullu so posnemali Ferrari v dveh podrobnostih. Ne samo pri zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, ampak tudi pri nosilcu varnostnega loka Halo sta se pojavila ona dva profila, ki smo ju videli že pri Ferrariju, točneje najprej na prostih treningih velike nagrade Kitajske. In sedaj ta ideja je zopet prišla nekako na dan. Tako pri Ferrariju na njihovem snemalnem dnevu v Monci, kot tudi tu pri Red Bullu. Treba je poudariti, da pri ekipi iz Milton Keynesa so verjetno delali tudi na tem, da so znižali maso bolida. Tu je treba poudariti, da na samem snemalnem dnevu smo videli tudi malce drugačno obliko profilov prednjega aerodinamičnega stabilizatorja, kar je pa po svoje razumljivo. Gre za tisti redni razvoj. In mogoče na prihajajočih dirkah, kot sta velika nagrada Miamija in velika nagrada Kanade, bomo videli, da so se pri Red Bullu začeli pomikati naprej. Vprašanje je, če gredo v pravo smer. A to nam bo pokazal čas. Kar se tiče tega, kar so pripravili pri Red Bullu za njihov snemalni dan, bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.